Občine so razrešile direktorico mariborskih lekarn. Vstajniki nezadovoljni z mariborskim županom. Študent v bron v tekmovanju v strežnih veščinah. Pozdravljeni. Po številnih in še vedno nerešenih zapletih v Marifarmu, kjer so v dolgovih, okrog 100 zaposlenih pa plač ne dobiva redno, je zdaj zavrelo še v mariborskih lekarnah. Na dobistni seji sveta ustanoviteljic, v katerem so župani občin solastnic mariborskih lekarn, so razrešili dosedanjo direktorico Anito Vrabič in na njeno mesto imenovali Albina Turka. Medtem ko so zadnji mesec na temo reševanja Marifarma potekali številni, tudi žolčni sestanki, se zdi, da so z menjavo Vrabičeve pohiteli tudi zaradi njenega nasprotovanja delitvi lastništva hčerinskih družb Marifarm in Farmadent med Mariborsko in 5 sosednjih občin. A kot kaže, so ji zdaj ponudili mesto strokovne direktorice. Nisem čutila, da je to nezaupnica, ampak razmišljanje najverjetneje je takšno, da se, bom rekla, generalni direktor postavi na skupino. S to kadrovsko menjavo se zaradi hitenja ni strinjal župan Miklavža. Žal smo v 2 dneh dobili ponujen sklep korespondenčno sejo in jaz na ta način ne želim funkcionirati. In opozarja, da se bo težav v Marifarmu treba lotiti preudarno, reševanje tudi tega podjetja pa bo odslej naloga novega direktorja. Moja naloga tukaj je predvsem v tem, da skušam racionalizirati poslovanje v skupini, pomeni povečati donosnost na ravni skupine, ne pa posameznega podjetja. Spomnimo, da bi Marifarm moral že z aprilom začeti vračati 26-milijonski kredit. Zanimivo bo torej spremljati, kako se bodo lotili čistk tako v Marifarmu kot v Farmadentu, kjer naj bi bili delo dobivali tudi Kanglerjevi izbranci. Mariborski vstajniški odbor Vseslovenske ljudske vstaje pa je po včerajšnji seji Mariborskega mestnega sveta sporočil, da zaradi nekaterih kadrovskih predlogov župana Andreja Fištravca ne priznavajo več za vstajniškega župana. Zmotilo jih je predvsem ponovno imenovanje Danila Burnača na mesto direktorja Mariborskega vodovoda. Še posebej zato, ker Burnač prihaja iz svetniške skupine nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. V Mariborskem vstajniškem odboru so razočarani tudi nad neodzivnostjo župana Fištravca. V začetku maja so mu namreč poslali predlog, naj se del proračuna, namenjenega za festival Lent, prenese socialno ogroženim družinam propadle mariborske livarne, a do danes odgovora župana še niso prejeli. Veliko ljudi je bilo na ulici ne zato, da se zamenja 10 ljudi, ki bo delalo po principu Franca Kanglerja, ampak da se naredi v Mariboru neke novi temelji. Novi, ampak od tega očitno zaenkrat žal ni nič. Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji, ki se je zavlekla pozno v noč, med drugim potrdili tudi nekoliko zmanjšanje financiranja političnih strank iz občinskega proračuna. Kljub nesoglasjem, zaradi katerih se je seja začela 1,5 ure kasneje, so potrdili letno poročilo in poslovni načrt javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Na začetku seje je bilo čutiti nekaj trenj med novim županom Andrejem Fištravcem in nekdanjo koalicijo Franca Kanglerja. Fištravca so nekateri svetniki celo opozorili, naj seje vodi bolj odločno. Svetnike je sicer že ob potrditvi dnevnega reda zanimalo, zakaj na seji ni predlogov o spodbujanju mariborskega gospodarstva in reševanju socialnih težav. Fištravec je zatrdil, da bo to izpostavljeno ob rebalansu proračuna, ki pa še ni pripravljen. Kar se tiče nekega gospodarske prenove mesta, tukaj smo šele v sredo, ko pride predsednica vlade v Maribor, bomo pač predstavili na naše poglede, kako bi bilo mogoče hitro pomagati Mariboru kot nerazvitemu mestu v skladu z vladno uredbo, ki se dotika tega področja. Drugače pa projektna skupina, ki se pa ukvarja z iskanjem novih gospodarskih priložnosti, se pa počasi, bom rekel, kristalizira in to bo že v kakem mesecu bo projektna skupina malo bolj jasno izoblikovana.
Sicer pa so svetniki potrdili predlog župana Fištravca, naj mariborski vodovod še en mandat vodi Danilo Burnač. Potrdili so tudi nove nadzornike energetike Maribor. Sprejeli so investicijska programa za energetsko sanacijo osnovne šole Ludvika Pliberška v višini 970 tisoč evrov in osnovne šole Maksa Durjave v višini 668 tisoč evrov. Denar bi v 85% pridobili iz evropskih sredstev. Investicija bi bila izpeljana v letih 2014 in 2015. Pri šolah gre za velike površine. Ti dve investiciji sta, kar se tiče ovojev, med dražjimi, sta pa izbrani zato, ker je bila tudi poraba pri obeh šolah največja. Svetnice in svetniki so potrdili tudi 25% zmanjšanje financiranja političnih strank in 20% zmanjšanje financiranja svetniških klubov iz mestnega proračuna. Ob koncu seje so kljub začetnemu umiku točke, kar je med svetniki spodbudilo skoraj enourno neodobravanje, obravnavali poslovno-finančni načrt javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Ta namerava letos izpeljati za 1 milijon evrov dražb. Zaradi socialnih stisk njihovih najemnikov, ki ne morejo plačevati stroškov, imajo tudi težave s poslovanjem sklada. Zato letos ne načrtujejo nakupa novih stanovanj. Če bomo uspeli z obnovo obstoječega fonda, bo za nas to uspeh. Župan Fištravec se je na seji dotaknil tudi mariborskih radarjev. Jutri naj bi namreč podjetju Iskra Sistemi odgovorili na njihov predlog poravnave. Še vedno čakajo tudi na dokončno poročilo računskega sodišča in odločitev državnega pravobranilstva o ničnosti pogodbe. Prepričan je še, da radarji za mestni proračun ne bodo predstavljali bremena. Ameriški veleposlanik v Sloveniji Jozef Musomeli in slovenski obrambni minister Roman Jakič sta danes podpisala sporazum o pristopu Slovenije kot partnerja k pobudi za globalne mirovne operacije. Gre za program na področju varnosti, ki ga financira ameriška vlada za povečanje mednarodnih zmogljivosti za izvajanje operacij Združenih narodov in regionalnih mirovnih operacij. Premierka Alenka Bratušek je na izredni seji poslance seznanila s programom stabilnosti in nacionalnim reformnim programom, ki jo je vlada v petek poslala v Bruselj. Slovenija je s programoma po besedah predsednice vlade Bruslju poslala jasno sporočilo. Vemo, kaj delamo in vemo, da bo težko. Neuradne ocene, ki so v ponedeljek zaokrožile v javnosti, da predlagani ukrepi niso dovolj, je Bratuškova označila za špekulacije. Vlada je v programu stabilnosti predvidevala več ukrepov na prihodkovni strani javnih financ. Njihov skupni letni učinek pa naj bi znašal od 646 do 649 milijonov evrov. Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so po 11 urah pogajanj dosegli dogovor o varčevalnih ukrepih za letos in prihodnje leto ter uskladili stavkovni sporazum. Večina sindikatov je dogovor opoldne tudi podpisala. Masa za plače se bo letos znižala še za dodatnih 110 milijonov evrov, poleg spremembe plačne lestvice pa se bodo znižale premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, nadomestilo za bolniško odsotnost, dodatek za akademski naziv bo prepolovljen, ženske ne bodo več dobivale posebnega dodatka za delovno dobo. Posegov v plače v letošnjem in prihodnjem letu naj ne bi več bilo. Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je pred dnevom Slovenske vojske sprejel predstavnike obrambnega ministrstva ter častniški zbor Slovenske vojske. V imenu države in državljanov se jim je zahvalil za vestno in predano služenje domovini. Kot je poudaril Pahor, Slovenska vojska med ljudmi uživa veliko zaupanje. Zaradi profesionalnega in organiziranega dela pa je priznana tudi v tujini. Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem se lahko ponovno pohvalijo z zavidljivim uspehom. Eden izmed njihovih študentov je na mednarodnem tekmovanju v strežnih veščinah na Portugalskem osvojil bronasto medaljo. To je že 5. medalja za šolo na najvišjih tekmovanjih. To je Luka Klemenčič, študent 1. letnika Višje šole za gostinstvo in turizem. Kljub temu je na mednarodnem tekmovanju v strežbi na Portugalskem zasedel odlično 3. mesto. To vse naj bi dobro izobražen, na ta kar vedel. Torej, dobro poznavanje produktov, vina, kombiniranje, da se ve, kaj se sme, kaj se ne sme v določenih urah. Tekmovalci so se pomerili v 9 disciplinah. Med drugim so morali pripraviti biftek in zmešati koktajle. Na tekmovanje ga je letos pripravila mentorica Lidija Šijanec, ki se je pred 3 leti sama preizkusila kot tekmovalka. Opravili smo dejansko z Lukom res kar hitro začela s pripravami, tako da če v grobem nekako rečem, je to bilo sigurno 2 meseca, ampak to vsakodnevno.
To pomeni v urah, nekoliko ne vsakodnevno v 4-5 ur. Da vzgajajo odlične kadre, pove dejstvo, da je to že 5. medalja. Mladim študentom med drugim omogočajo poklicno izpopolnjevanje v tujini. Da bi jih lažje spremljali na poklicni poti, pa so letos obudili tudi karierni center. Tako kot študent diplomira, da imamo seveda ga v bazi podatkov, da ga spremljamo, da mu znamo tudi svetovati in da ga spremljamo tudi do zaposlitev, kjerkoli se zaposli. Luka se odpravlja na 3-mesečno izpopolnjevanje v Grčijo. Tudi poklicno pot želi nadaljevati v tujini. Najprej bi želel nabirati po svetu par let izkušnje, vse to pobrati skupaj, priti v Slovenijo in odpreti svoj hotel oziroma ga voditi na neki novi ravni, kot še trenutno ne deluje. No, da mu bo to tudi uspelo, bodo morali njegov poklic znati spoštovati tudi v domovini. V storitvenem in invalidskem podjetju Ozara pa so želeli javnost opozoriti na neurejenost Magdalenskega parka. Zato so nameravali danes v njem brezplačno pokositi travo ter tako pristojne na mariborski občini pozvati k aktivnejšemu družbeno odgovornemu ravnanju. S tem bi prebivalce mesta tudi dokazali, da jim ni vseeno za njihovo kakovost bivanja. A očitno je bila že javna napoved dovolj, saj so travo pred njimi pokosile pristojne občinske službe. Poziv je bil uspešen, vidim, da je park pokošen. Bom rekel, s takimi pozivi bomo še nadaljevali. Seveda pa je to tudi apel k enemu družbenemu odgovornosti, ki bi jo naj pač lokalna skupnost do podjetij posebnega statusa tudi pokazala. Vas je presenetilo, da bodo tako na hitro pravzaprav pokosili od včeraj na danes? Pravzaprav sem vesel, res pa me, bom rekel, presenetilo, kajti včeraj so se rodili, so cel dan kosili, zato da pač mi danes nimamo tega dela. Letošnji Evropski dan boja proti melanomu namenja osrednjo pozornost preventivnemu samopregledovanju kože. Melanom je najnevarnejša oblika kožnega raka. Za uspešno zdravljenje je ključno prav pravočasno odkrivanje bolezni. Melanom se razmeroma hitro razširi v sosednja tkiva in različne organe. Dovolj pozornosti je treba nameniti tudi ustrezni zaščiti pred soncem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto diagnosticirajo nemelanomski kožni rak 2 do 3 milijonom svetovnega prebivalstva, 132 tisoč ljudem pa melanom. Letno ga v Sloveniji odkrijajo pri nekaj manj kot 500 bolnikih. Sledi prijetnejša tema. Dijaki zaključnih letnikov Srednje šole za oblikovanje Maribor svoje znanje danes predstavljajo na modnih revijah v Narodnem domu. Naslov modne revije, na katero so se pripravljali več mesecev, je Nostalgija. Dogodek nas popelje v 60. leta, dijaki pa so poskrbeli za vse podrobnosti. Pričeske, oblačila, dodatke, grafično zasnovo in tako predstavili tudi programe šole. Mariborska drama pa sezono zaključuje z uprizoritvijo Ibsenove drame John Gabriel Borkman. Predstavo, ki v dobri uri izriše pohlepnost in ohlajene medčloveške odnose, je režirala Mateja Koležnik. Za današnji čas zelo aktualna uprizoritev je na odru stare dvorane Mariborskega gledališča premierno zaživela pretekli petek. John Gabriel Borkman je propadli bankir in uničen človek. 8 let je preživel v zaporu in je razpet med posesivno in nezadovoljno ženo Gunhild, svojo prvo ljubeznijo, Gunhildino sestro Elo in sinom Erhardtom, iz katerega mati snuje maščevalca. Ela je točno taka, kot ta kos lesa, no? Ki je bil nekoč drevo, pol je pa vse odmrlo in zamrlo. Ne? Tako da je bilo kar težko. Mislim, da je tega danes ogromno, da ljudje ne znajo iti koraka naprej, da se ne znajo premakniti iz tega svojega kokona, v katerega so zaprti in da enostavno, mislim, da bo zelo dobro ogledalo za današnjo družbo ta predstava. Kdo bi mu lahko stvar predstavil v taki luči? Kdo si pozabil, kdo ga je vzgajal, najprej njegova teta, potem pa njegova mati? Mislim, da si da obeh krivičen. Nikoli nisem do nikogar krivičen. Ibsen tudi v Borkmanu, eni svojih zadnjih dram, zasleduje teme, kot so razkroj morale, človeška sramota in propadanje človeka. V drami zlahka vlečemo vzporednice z današnjimi tajkuni in narcisi, a vse to Igorja Samobora pri študiju predstave ni vodilo. Mene so bolj zanimale te mitske razsežnosti te zgodbe. Namreč gre za človeka, ki hoče prinesti luč. Se pravi, gre za nekega Prometeja. To so zgodbe take, kot da bi gledali kakšno grško tragedijo.
Jaz bi si želela, če že ne moremo poloviti sledi do teh Kajmanskih otokov in če jih že ne moremo spraviti na pranger, da je vse njihovo intimno življenje tako uničeno, kot je pač uničeno intimno življenje teh Ibsenovih junakov. Zato nam je bilo to dosti, ko bi rekla, z užitkom in z veseljem smo to delali, zato ker smo vedeli, da je to sodobna tema. Sledi šport. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem v zadnjem 7. nastopu doživela še 7. poraz. Premagala jo je Kanada, šele po podaljšku 4-3. Na začetku so slovenski hokejisti celo vodili z 2-0. Slovenci se zadnjim mestom v predtekmovalni skupini poslavljajo od elitne skupine in bodo leta 2014 igrali na svetovnem prvenstvu divizije 1. Iz druge predtekmovalne skupine se v divizijo 1 seli tudi Avstrija. Še ostajamo pri športu. V Planici so tekli po smučarski skakalnici navzgor, v Mariboru pa po stopnicah na Kalvarijo. Obeh tekov se je udeležil Matjaž Miklavčič, ki je bil na Gorenjskem 3., na Štajerskem pa je zmagal. Letošnji tek na Kalvarijo je bil 4., ki so ga organizirali člani Mariborske univerzitetne športne zveze in prvi, ki se ga je udeležil zmagovalec. Ob tem je Mikloši uspela popraviti rekord proge. Za 455 stopnice potreboval minuto 45 sekund in 13 stotink. Drugo uvrščeni Miha Kvas je zaostal le za sekundo in 9 stotink. Enkrat sem šel vmes letos probat, tako da sem videl, da se da to kar precej izboljšati. Zdaj sem pa to tudi pol naredil. Najtežje je tu v zadnjem delu, ko priješ, ko si že utrujen, pa ko ti že zmanjka kisika v nogah, takrat se že kar boriš sam s seboj, da priješ do konca. Zadnja tretjina, že zaradi tega, ker je pač najbolj strma, ne? Pa, ne vem, treba je razporediti malo svojo energijo, pa to in pol proti koncu je vedno manj, ne? Tako da je vedno težje. Stopnice so kar težke, ja, so visoke, pa malo so nagnjene, tako da moraš prav tehniko pogruntati, da prideš hitro do vrha. Božičeva in Zin Rajhova sta prišli v cilj skorajda identičnim časom, oziroma sta do vrha potrebovali blizu 10 sekund manj kot 4 minute. V ženski konkurenci je bila najhitrejša Karmen Klančnik. 2:38,06 je čas, ki ga bo poskušala v naslednjem letu popraviti. Sicer pa postajajo stopnice na Kalvarijo, tudi zaradi nočnega teka, na katerem je letos tekmovalo 95 tekačev, vse bolj priljubljene tako med študenti kot vrhunskimi športniki, pa tudi med vsakdanjimi sprehajalci. Na igriščih Mariborskega železničarskega teniškega kluba pa so končali kvalifikacije na mednarodnem odprtem prvenstvu Grave 2013. Na turnirju kategorije do 14 in 16 let se je v glavni turnir, kjer je danes igralo 192 tekmovalcev, dodatno uvrstilo 6 Slovencev. V drugi krog se je prebilo 21 slovenskih igralcev, tekmovanje pa jih je končalo nekaj več 24. V močni konkurenci naših tekmovalcev ni med najvišjimi nosilci. Jutri bo v drugem krogu Veronika Verjavec, ki je 8. postavljena igralka v kategoriji do 14 let, igrala s Kitajko Linovo. Sedaj pa na tuje. V Nepalu so na podeželju zaprli šole, saj se učenci, njihovi starši in učitelji ukvarjajo z nabiranjem gob. Gre namreč za redko gobo, ki velja za himalajsko viagro. Po njej veliko povprašujejo na azijskih trgih. Cena za 450 gramov lahko doseže več kot 8.900 evrov. Sledi kratek pregled drugega mednarodnega dogajanja. Sindikata letalskega in kabinskega osebja hrvaške letalske družbe Croatia Airlines sta danes ob 6. uri začela stavko, ki bo potekala do izpolnitve njihovih zahtev. Uprava družbe je napovedala, da bodo preložili 24 rednih mednarodnih in domačih letov. Danes naj bi se nadaljevala tudi pogajanja med sindikati in upravo. Sindikati med drugim zahtevajo, da bi tudi v novi kolektivni pogodbi imeli enake pravice, kot so jih imeli v prejšnji, ki je potekla 1. aprila. Nasprotujejo tudi napovedanim odpuščanjem delavcev. V Mjanmaru so pred napovedanim ciklonom začeli seliti na varno več tisoč ljudi. Gre predvsem za pripadnike muslimanske manjšine, ki so zapustili svoje domove zaradi medverskega nasilja in so bili nastanjeni v begunskih taboriščih. A med prevozom ogroženih ljudi se je zgodila tragedija, saj je ladja, na kateri je bilo od 100 do 200 potnikov, zadela ob čer, veliko ljudi je pogrešanih.
Po približno 5 mesecih v vesolju so se na Zemljo vrnili 3 člani posadke mednarodne vesoljske postaje. Rusko plovilo Sojuz z Američanom Thomasom Marshburnom, Rusom Romanom Romanenkom in Kanačanom Chrisom Hadfieldom na krovu je pristalo v srednjeazijski stepi v Kazahstanu. V švedskem Malmöju se bo ob 21. uri začel prvi predizbor za pesem Eurovizije, na katerem bo kot tretja nastopila slovenska predstavnica pevka Hana. V Sloveniji živeča glasbenica ameriških korenin bo evropsko občinstvo poskušala prepričati skladbo Straight into Love. 10 med 16 nastopajočimi na predizboru se bo uvrstilo v finale, ki bo 18. maja. Poglejmo še v nebo, jutri bo sončno, čez dan bo ponekod pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, dež bo od zahoda do poldne zajel vso Slovenijo. Padavine bodo močnejše in pogostejše v zahodni polovici države. V petek bo pretežno oblačno, občasno bodo še padavine, deloma nevihte. Spoštovani, to je bil dnevnik televizije Maribor, vabljeni tudi k ogledu večernih novic ob 20. uri. Nasvidenje.